Živijo, ime mi je Mary in sem Medi. In danes sem se odločila, da bom posnela video posnetek, zato da odgovorim na eno vprašanje oziroma na eno dilemo, ki mi jo je nekdo izrazil. In sicer, izrazil je, da ga je strah, da če pride na medijstvo, da se mu bodo duše potem naselile v njegovo hišo in ga bodo strašile in da bo počele nenavadne stvari. Ok, najprej prva stvar, ki jo moram res poudariti, je to, da jaz dovoljujem in imam pravico do tega, da dostopajo do mene, da stopijo v stik z mano in da komunicirajo z mano zgolj in samo duše, ki hodijo v svetlobi in imajo dobre namene za nas oziroma za na zemlji. Torej, že tukaj se zgodi cenzura, da ne bo prišla duša zato, da nas bo strašila, da nam bo naredila kaj hudega, pa mislim, da niti bi to res lahko naredile. Ne vem. V resnici me zato drugo plat ne zanima, zato ker res se osredotočam zgolj in samo na svetlobo, na dobro. In druga stvar, ki jo moram tukaj poudariti, je pa, da duše vas pokličejo, nas pokličejo, nas usmerijo v komunikacijo, v medijstvo zato, ker nam želijo nekaj povedati, nekaj predati, nam želijo odgovoriti na naša vprašanja, nam želijo povedati, kako so, da so v redu, da so v miru, želijo nas potolažiti, želijo v bistvu nam podati uteho srca. In mislim, da če najdete pot do medija, vas je do tja pripeljala duša, ki želi, da stopi z vami v stik. In verjemite, ko enkrat duša prestopi, vidi vse popolnoma drugače. In ni tisto, on mi je pa nekaj hudega naredil, ali pa z njim sem bila pa skregana, zdaj bom pa nekaj mu špičila. Ne. Duše vidijo stvari popolnoma drugače, vidijo, kako je bilo na zemlji, kako bi lahko bilo boljše, kaj je bilo tisto res dobro, in stvari lahko pogledajo zelo, zelo objektivno. Zato tudi vidijo naše strahove in se temu primerno vedejo. Ja, torej, če nas je strah, da, ne vem, se nam prižigajo luči, da ropota po hiši, če vidijo, da nas je tega strah, potem one tega ne bodo naredile. Če pa vidijo, da uživamo v tem, ko dobimo njihovo pozornost tudi na drugačne načine, potem jo pa rade volje tudi pokažejo. In jaz vedno pravim dušam, lahko dostopate do mene, seveda zopet tiste, ki hodijo v svetlobi in z dobrimi nameni, na kakršenkoli način, ki me ne bo prestrašil. Ja, tudi jaz rečem, ne želim, da me prestrašite, da se kar iz vogala nekaj zgodi, ampak izberite načine, ki veste, da so pri meni sprejemljivi. In duše vejo. In me nikoli ne prestrašijo. Ja, kdaj naredijo kaj smešnega, včasih me zbudijo, ampak to je še tisto najmanj. Jaz upam, da sem odgovorila, da sem omilila ta strah. Še nekaj moram povedati. Duša, ko končamo medijstvo, ona odide, jaz pravim, nazaj na svoje delo, po svoje, in nobena duša nima želje, da bi se pa zdaj naselila v neko hišo in bivala tam. Ne, jaz mislim, da so oni, ki so že naredili prehod, čisto zadovoljni, da so videli, da pač so imeli neko življenje, dolgo, kratko, kakršnokoli jim je bilo pač namenjeno. Potem pa živijo dalje v dušnem domu, v nebesih, na nebu, kakorkoli želite. Pozornost, ki jo dobimo v naši hiši, je za nas. Duša pa nima želje živeti z nami v hiši, zato nič bati. Ko je medijstvo končano, gremo vsak po svoje, tudi duša odide, pa čeprav je lahko čez 1 uro dala znak, da je prisotna z nami. V besedi to je prisotna z nami, pa hkrati ni prisotna z nami, je dosti težko in dosti težko razumeti s človeškimi možgani, tako da probajte biti tako odprte glave, pa reči, ok, razumem, se ja, ok, je, ona gre, ampak je hkrati z nami. Tako da ne se bati,
kakršenkoli strah, mogoče še imate glede medijstva, bom ful vesela, če ga delite z mano, zato da mogoče lahko razložim, da pridemo temu strahu do dna in da vsi tisti, ki želite slišati, čutiti, občutiti, videti na nek način svoje bližnje preminule, da si boste dali to priložnost in prišli na medijstvo. Lepo vabljeni, kontaktirate me lahko preko telefonske številke 069 636 727 ali pa me najdete na socialnih omrežjih in mi pišete v zasebno sporočilo ali pa preko e-maila medijstvo.meri@gmail.com. In ja, Meri je čist klasično M-E-R-I. Tako. Ok, lepo se imejte.